Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na Info 360, v oddaji Ura resnice, z menoj sta Milan Videtič in pa Peter Gregorčič, zdaj sem pa enkrat sem tukaj začel. Ne? Ja, danes si pri meni začel, za razliko. Ja. Dve temi bi imeli danes sobotni kongres Gibanja Svobode in pa vprašanje, ali Zoran Janković zaradi te situacije z Vododikom in pa z Vučićem postaja definitivno politično truplo v Sloveniji oziroma Ljubljani. Zdaj, Milan, če gremo takoj na kongres, ne? Tako jaz bi ga ločil, na to ikonografijo kongresa, ne? Kaj se v bistvu tam sploh dogaja, ne? Ker neke vsebine ni bilo posebej, ne. Na kakšen način so oni sploh ta kongres peljali? Ker običajno politične stranke imajo neke občinske odbore, na kongres peljajo neki delegati, ki potem volijo vodstvo. Recimo, tako je bilo zdaj pred kratkim na kongresu Nove Slovenije. Ne. Kaj se tukaj je bilo pa nekaj popolnoma drugače? Speljali so ga kot nujno zlo, da se prikažejo kot neka demokratična stranka, ampak tudi na tem kongresu ne znajo, torej niso znali dati poudarek na članstvu, ne? Ampak je bil poudarek na vodilnem dvojcu. Ne? Tudi, bom rekel, vodilni tam, dvojc, to je Gaber Golob. Ja. Tudi tam, kjer je priložnost, da se pokažeš kot neka stranka, da razširiš ta, da ljudje ne bojo govorili samo o Gaber Golob, še tam ne znaš. Dej, meni prvo, kar je na misel prišlo... Mislim, da so tukaj celo stopnjevali tole, ta fokus. Ja. Meni, kar je prvo na misel prišlo, malo hecu, tudi če bi ga speljali zanč v Tartiniju, ta kongres ne bi bilo, pravzaprav bi bilo verjetno malo bolj racionalno. Ne? Ker tako je po poroki? Ja, recimo, ker to članstvo, s tem, da v Tartiniju so bili ljudje, ki bolj vplivajo na delovanje stranke Svoboda, ne, kot pa samo članstvo. Tako da enostavno še enkrat so šli v to, da je to stranka privatna stranka para Golob Gaber. Članstvo pravzaprav tle ni imelo nobene teže, bilo je vse skupaj na hitro izpeljano in zato pravim kot neko nujno zlo. Ampak dobro, na kakšen način so zdaj oni? Vsi so zdaj volili Goloba, kako tam vzima? Ja, oni imajo tako v statutu, ne, da celo članstvo, torej da komplet članstvo voli. Ne. Zdaj žalostno je videti, da stranka, ki se poimenuje Gibanje, ne, ki pomisliš na 50 tisoč, 100 tisoč ljudi, to, kar je imel recimo HDZ v 90-ih letih ali pa še kjera druga evropska stranka, pride 330 ljudi, če se ne motim, celo sklepčnosti ni bilo na začetku, ne, čakaš na sklepčnost in potem to gibanje, ne, ki se imenuje Gibanje, čeprav gre za strančico, ne, pravzaprav, če vržeš ali pa primerjaš z strankami, kot je Nova Slovenija, ker je ta zadnja imela ta kongres še bolj recimo SDS ali pa SD, ne, kjer imajo delegatski sistem, kjer pravzaprav občinski odbori izvolijo, imenujejo kakorkoli že te delegate in pride, ne vem, na Novo Slovenijo 350 delegatov. No, če pa tudi Janšo so zadnjič volili vsi člani, ne, oziroma pač na zadnjem kongresu zdaj govorimo o tem, kaj sploh je stranka oziroma Gibanje Svoboda. Ne? To je pravzaprav neka napihnjena žaba, ne? Ki se želi predstaviti kot neko novo gibanje in na koncu na kongresu vidimo, da je to bore nič vse skup. No? Bolj zanimivo, sem ta stavka, bomo verjetno o tem kasneje, ne? Bolj zanimiva so bila pa sporočila tega kongresa. Ne? To je bilo pa pravzaprav vredno smeha. Ne? Ampak zdaj, Igor Lukšič, ko je s tabo včeraj komentiral na 24 ur, ne? Tudi kongres Svobode, mislim, da on nekaj tega rekel, da se je stranka zdaj Svoboda se je konsolidirala, ne? Če se kaj jaz pa razumel, za tem kongresom. Zdaj ti se malo smehljaš, ampak mislim, da je res tako rekel, ja? Ja, pač konsolidirala se je v enega človeka, ne? Oziroma v dva, kot je rekel pravilno Miran. Ne? Se pravi, prva in najpomembnejša članica je Tina Gaber Golob in sledi Robert Golob, ki je tam zato, da uresničuje njene sanje. Ne? Vsi ostali, ki so sedeli v dvorani, pa da uresničuje njune sanje. Ne? In tukaj bi sam tu rekel, pač politične stranke imajo različno urejene volilne sisteme. Nekatere stranke imajo delegatski sistem, Gibanje Svoboda ima po statutu to, da kongres, se pravi, kdo sestavlja kongres, ki vedno voli predsednika, pri Gibanju Svoboda ga sestavljajo vsi člani, enako je SDS spremenil zadnja sprememba statuta, je prenesla tudi, da vsi člani, se pravi, sestavljajo voljo predsednika stranke. Ne? Ampak zdaj, če smo že, jaz sem takrat izpostavil, da me je zelo čudilo, da pri Janezu Janši je bila volilna udeležba zgolj 15%, ne? Ampak kljub temu, ne, volilo ga je, mislim, da nekje 4600 članic in članov, kar je
impozantna številka v slovenskem prostoru. Ne. Zdaj pa tukaj, ta kongres bi jaz razdelil na 3 dele, ne, in samo 3 dele imel. Prvi del je bilo ugotavljanje sklepčnosti in bili so nesklepčni, pojasnim kasneje. Drugi del je bil nagovor enega in edinega in najpomembnejšega člana te stranke Roberta Goloba in tretji del je bil razglasitev rezultatov, kjer se je Golob še zahvalil in to je bil cel kongres. Ne. Žalost od žalosti. Ne. Kot je rekel Miran, super primerjava z nekim gibanjem, tukaj nobenega gibanja. Ne. In začetek kongresa začel s tem, da je predsedujoči dejal, da 19. člen statuta pravi, da je kongres sklepčen, če se ga udeleži vsaj tretjina vseh članov. Ne. In ker to ni bilo izpolnjeno, so rekli, potem po statutu mora počakati pol ure, po pol ure pa je 50 članov dovolj, da kongres lahko veljavno odloča. Ne? In v te pol ure so rekli, te pol ure bomo preživeli tako, ne, da bomo imeli nekaj slavnostnih nagovorov. Ne? In so prvi slavnostnih nagovorov. Oziroma nagovorov pomembnih članov in začelo se je z Boštjančičem, ne? In zaključilo se je z Urško Klakočar Zupančič, ki ni zmogla skriti svoje užaljenosti, ne? Začela namreč s tem, sem zgolj navadna članica, ki verjetno sploh ne bi smela govoriti. Ne? Pa se verjetno je bilo mišljeno, da ne bo govorila. Mogoče so ji celo rekli. Ne vem, ampak meni so te besede resnično pritegnile pozornost in zaključila je s tem, da v demokratični družbi je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Ne vem, a to zveni kot neko pasiv, agresiv, pasivno-agresivno opozorilo, če ste, jaz sem najšibkejši člen in če bom jaz počela kot veriga, potem bo počela cela stranka, tega ne vem. Potem je bil, se pravi, te ure, pol ure, malo več kot pol ure so potrošili s temi nagovori. Ne. Na to je pač sledil nagovor predsednika stranke, bivšega in sedanjega. Ne. Približno 1 uro je trajal, tam je več zanimivih sporočil in potem je sledila razglasitev rezultatov, ne, šokantnih 320 glasov, neki tazga je dobil. Ne. Skratka, če smo pri Janši spraševali, zakaj 15%, ampak vendarle ne, je na volišča, takrat so oni organizirali to, kar je tako veliko maso nemogoče organizirati na kongresu po lokalnih odborih, prišlo skoraj 5000 ljudi, ne. Je tukaj nekih 320, 8 ali koliko glasov je bilo proti in zgodba je bila zaključena in zaključuje zelo, po mojem mnenju, pomenljivimi besedami. Ne. Dejal je, da je ponosen, da je predsednik te stranke, zaradi tega, ker na volitve ne, so šli vsak z svojimi sanjami. Ne. Zdaj pa vsi delajo za ene sanje in zdaj moja male cinična interpretacija, seveda za sanje para, ne, Roberta Goloba in Tine Gaber Golob. Saj tle je bil iskren, ne, sanje vsakega posameznika so bili tisti vrtički, ne, ki so jih zdaj pravzaprav 3 leta in pol se kažejo. Imamo ta vrtiček, pa ta vrtiček, pa ta vrtiček, ampak s to poroko, ne, se pa zdaj članstvo zavezuje, da bo pa zdaj delalo za sanje enega človeka. Imate videti ta občutek, da je bilo nekako dogovorjeno, da bo nekaj glasov proti, da ne bi bilo 100%, ali pa celo 110%, kako s tem, da bi prehitel Slobodana Miloševića, ki je med enkrat dobil 107%. Sej ne moreš vedeti. Tako imam občutek. No, glede na to, da niso takoj razglasili ob razglasitvi novega starega predsednika, niso povedali, če se ne motim, niso povedali rezultatov takoj. Ampak jaz sem gledal kongres in tam je kamera ujela, se pravi, nekaj rdečih kartončkov. Tako da, mislim, da so glasovali, modri so bili po mojem za, nekateri so bili rdeči, sklepam tega, niso pojasnili, ampak sklepam, nekaj rdečih je bilo, tako da če gre kdo gledati posnetek, Vodušek Magor bi znal celo mogoče identificirati, nisem jih prepoznal. Je bilo dogovorjeno? Nihče od teh običajnih članov ni govoril, ne, na kongresu, ne? Govoril je na kongresu, je govorila Žibrat, predstavnica mladih, predsednica sveta stranke, ne. Potem so imeli pa še neko predstavitev dosežkov, ne, grafično in tudi, kar je Golobov nagovor, je bil nekje sprehod čez ta 4 leta mandata, ne, pri čemer se je začel mene spominjalo malo zdaj, ko bomo hmalu prišli v božični čas, ne še tu, ampak gremo v jesen pa pol proti zimi, ne, kako je Robert Golob rekel, da on vsakega posebej spremlja, ne, kako se bori. Ne. Tako se mi zdi, ko smo kot otroci pišem Miklavžu isto, Miklavž te gleda vsa tvoja dejanja. Sem videl spet novinarka Večera, ki je spremljala kongres, ne vem, če si bral, na X objavila, da je Golob imel karizmatičen govor. Ne. Pa dobro, sej on ima ta karizmatičen nastop, nekomu je všeč, to je ta tipičen populistični nastop, ne, kjer moraš vsako stvar napihan, to grandioznost uneseš noter, vsako stvar pripelješ do njenih absurdov, velikosti, ne, in pomembnosti. Z tega stališča lahko rečemo, da je bil karizmatičen nastop. Zdaj pa, če bi šel gledati, secirati kot nek politični analitik, ne, pa nekega zaključka, neke koristi za državo iz tega nastopa, pa jaz sam nisem znal. Sem neumnosti, ki jih je govoril, le sem ta primer, mogoče. To sodi malo karizmatičnosti. Lahko da je on karizmatičen za te
revije frizerskih salonov, ampak vklopiš možgane, ne, in po eni strani govori, da njihov cilj ni biti, ne, da bojo ljudje zadovoljni z njimi, ne, ampak da bojo življenjem zadovoljni. Hkrati se pa 2 leti in pol snema in to objavlja. Ne, se pravi, želi si, ne snemaš se, pa objavljaš zato, ker želiš, da bojo ljudje nezadovoljni s tabo. Ne, ravno nasprotno, ne, želiš ljudem prodati nekaj osebnega, ne, da bojo zadovoljni s tabo. Da zamegliš to, da slabše živijo. Ja, to je bilo toliko enih nonsensov v samem govoru, da groza. Okoli te vsebine, kaj on govori, snetak, imam še nekaj vprašanj, ampak recimo zdaj enkrat, če pri tem, kaj menite pa v tem, mislim, kako ste vajen pogled na ta prihod, ne? Tine Gaber, pa Roberta Goloba, pod roko z Bela Ciao, sprav italijanska uporniška pesem, ne? Zdaj on dva sta na oblasti, nista upornika, ne? Lej, to je problem, zakaj italijanska, ja, recimo, lej, to je problem takih, kot je Golob, kot je tudi Zoran Janković, ne? Ki so profit partizani, lažni antifašisti, ki pravzaprav kaj dosti v zgodovini ne vejo, ne? In potem se jim zgodilo kako sem se jaz pozanimal, bila to odločitev Tine Gaber. Jaz ne vem, če da odločitev bila, ampak recimo, da za tak kongres, lej, ti si oblast, ti si elita, vzameš pa uporniško pesem. Nekako ne gre skupaj. V čem ta obsedenost, da hoče biti uporniki, so oblast? Mogoče je preskočil, mislim, mogoče je ta vpliv levice, ker bi bilo logično, da recimo na kongresu Asta Vrečko vstopa v prostore s to pesmijo, uporniško pesmijo, ker stranka Levica, čeprav je postala sistemska stranka, zelo sistemska stranka. Prednje je vstopila v to vlado, je bila antisistemska zgodba in podobno in bi pritiče, recimo ta Bela Ciao, uporništvo in podobno, te se pa prodajajo za liberalce, drugič v vodstvu te stranke, najožjem vodstvu verjetno ni nikogar, ki nima manj kot 1 milijon evrov, ne? In potem se oni predstavljajo, mogoče Urška Klakočar Zupančič, ki pa ni v vodstvu, ni več v vodstvu, ampak ona itak od ljubezni živi. In potem bi se radi predstavili kot uporniki proti čemu? Na oblasti ste. Oni ponavljajo to mantro slovenskih mainstream medijev, torej novinarjev, ne? Ki ne gledajo oblasti, ampak gledajo opozicijo. In te pa isto, ne? Torej na oblasti so, radi se bi pa predstavili kot uporniki. Uporniki proti opoziciji so, kako? Ja. Očitno, ampak to je potem diktatura že, ne? Ampak je to, recimo, da je bila ta pesem Bela Ciao, glede na to, da je bila pač ugravirana v tist metek, ne, ki je bil pripravljen za Krka, ne? Je bilo tudi ta element? Če gledamo obnašanje Tine Gaber, mislim, ker časovno je bilo to fantastično, ne? Če gledamo obnašanje Tine Gaber na tem zunanje političnem področju, ne, ker stalno nam nekaj sporoča, tudi konec koncev, ali pa ne sporoča, pa ti odkriješ pol, ne, da piše tam ambasadorjem in podobno. Ja, pa ta zgodba še ni končana. Bi znal biti, da je celo bila to odločitev, ki bi poniževala ta umor. Lej, če smem... Si poniževala umorjenega, ne? Ali pa umorjenega, ne? Če smem še svoj pogled dodati, ne, lahko to je, lahko to ni, vsekakor je to, če bi imeli neko resno politično strategijo in bi želeli se predstavljati kot neko zmirno, dialoško stranko, bi se temu izognili. Ne. Čemu? Te pesmi? V kontekstu umora Krka. Ne. Ampak zdaj pa jaz gledam to vseeno malo širše in sicer najprej, kar lahko ugotovimo vsi, ne, je, da ta stranka v 4-letnem mandatu nima za pokazati ničesar ob zgodovinsko veliki večini. In ko nima za pokazati ničesar, moraš igrati na čustva. Jaz sem Primorc in Bela Ciao je pesem, ki v primorski duši vzbudi posebna čustva. Pač to je dejstvo. In jaz mislim, da to je na prvo žogo, bi jaz rekel, bila je zbrana tam, niti ne z stališča njega upora in tako naprej, ne, bila je zbrana tam, imate Arčona, ki je Primorc, Golob je Primorc. Sam je pesem italijanska. Razumem, ampak ti greš na to logiko, na tistega, tam, kjer ti domicilno izhajaš, če tam ne dobiš izjemne podpore, potem ne moreš biti ponovno izvoljen. To je moja prva teza. Druga pa je malo cinična, ne, v bistvu, da mogoče, ne, tukaj bom pa malo zloben rekel, niso se spregledali tudi še drugi pomen te pesmi. Ne. Bela Ciao pomeni, ne, lepotica z Bogom, nasvidenje, ne. Zato, ker ta pesem, cela, če greš pogledati, kaj pravi, ne,
nekdo se je zbudil, vem, če si in imel je to v ugotovil, mislih. da je Italija okupirana in potem bo šel k partizanom in če ga bodo ustrelili, naj mu tako in tako redijo grob, ne, in se s tem poslovil od nekoga, ne. In zdaj mogoče ta simbolika, če se zbraja res Tina Gaber, je to subtilno, zdaj bom zlobno rekel, subtilno sporočilo Golobu, ne, Golob reči Bela čau, ker če boš zgubil volitve, potem mene tukaj več ne bo, ne. Tako da, lahko gremo v Krka, lahko gremo v to smer, skratka, v katerokoli smer, pa mislim, da v ozadju to, kar Miran večkrat reče, ne gre za gibanje, gre za estradništvo neke izbrane elite, ki si pač želi narediti nek dogodek, da porabijo za njega čim manj časa, vložijo na njega čim energije in se imajo maksimalno dobro. In potem prideta ona dva kot vodilni par ob neki pesmi, ki zbuja globoka čustva, noben točno ne ve točno, zakaj je to tam, ampak pač dobro deluje. Jaz mislim, da je to vsa zgodba, da tle ni neke globlje zgodbe, kot v celem vladanju Roberta Goloba ni nikakršne globlje zgodbe. Ne. Vsa zgodba je zreducirana na to, da se imata ona dva dober, ne, in ko so Roberta Goloba po poroki vprašali, če bodo medeni tedni, je Robert Golob rekel, ne še zdaj, za krompirjeve počitnice bo pa rešila nekam. Ne. Skratka, on more to zgodbo pelati, zdaj septembra je imel poroko, oktobra šel na krompirjeve počitnice in tako naprej to pelati ta mandat do konca. Ne. Ampak ti s njim prihod na oder, ne, ko je potem sledil z nekim tam poljubom, to je bilo v bistvu neka njena demonstracija, ne, da je zdaj ona tukaj in da je ona v bistvu glavna, ne, Tina Gaber. Seveda, se ona stalno to demonstracijo, se pravi, pokazala je, naredila sem naslednji korak, ne, v tej vladavini, jaz sem tista, na katero se morate obračati in me pri tem upoštevati in brez mene se v tej državi nič ne bo zgodilo. Lej, to je stranka... Je pa zanimivo, no, da zdaj, ko prej, si omenil, pač vsak teden naredi nek korak Golob, ne, v javnomnenjski zvezi s tem poroka in tako dalje. Zanimivo je, da morajo pač ti veliki spletni portali, ko se pojavi kaj v poroki, zdaj se lansirala, mislim, da 34-35 fotografij, ne, z te družinske poroke, da morajo zaklepati komentarje, ker očitno so siloviti odzivi, ne, negativni podarekvaji. Očitno ljudem to ni blizu in jaz mislim, da je pač... A tu so se uštela verjetno malo, ne? Ja, čeprav ne vem, če to vidite, veš, ker si ti v estradništvu, ne, ti si zaslepljen v svojem stolpu in bistvo, ne, sploh, če si tak, jaz ne morem rekel karizma, veš, tudi, prej sem hotel reči, tudi diktatorski voditelji imajo karizmo, ker ta karizma je zaradi tega, ker oni imajo absolutno moč, ne. Ni nujno, da so oni osebnostno taki, ampak pač to moč imajo, ker so ugrabili nek sistem, ne. In ko si ti tak močan voditelj, zelo verjetno v svojem ožjem krogu nimaš ljudi, ki bi ti povedali resnico. Ker te resnica boli, kaj boš naredil tako? Glavo ga boš, ne? In ljudje ratejo oportuni, bodi si grejo sami in ti tega ne povejo, bodi se pa se tebi prilagodijo. In potem obstaja velika verjetnost, da ti živiš v nekem iluzornem svetu, ne? Ker tudi, ko sem poslušal govor Roberta Goloba, se mi zdi, kot da vsi ekonomisti v tej državi govorijo čisto drugi jezik, ko govori Robert Golob, ne? Po Robertu Golobu je ta država cveti, vsi ekonomisti pa opozarjajo na vse stvari. Številke, ki prihajajo iz evropskih, ne, iz Včeraj je Evrope. gladko rekel, da mu svet zavida. Kako? Včeraj je gladko rekel v državnem zboru, da nam zavida svet. To je začelo spet govoriti. Zdaj ni več Evropa samo, zdaj nam svet zavida. Če človek pogleda, oziroma tiskaj pogledal, recimo 5 minut prej pa ekonomske kazalce, ne, pa opozorila ekonomistov, bi rekel, da to ni bila ista tema. Samo zdaj te ekonomske te številke, kazalci in tako dalje, to ne prihajajo iz opozicije, to prihajajo zdaj iz Evrope, sveta in tako dalje. Ne. Ampak tudi to ne, nekako negira. Se fiskalni svet vsak mesec pove, da imamo milijarden proračunski primanjkljaj samo 8 mesecev, rekordna luknja ob povsem normalnih razmerah. Ne. In potem imate enega od takih, ki tudi ustvarjajo to lažno sliko, je finančni minister, ki pride in reče, gledajte, v proračunu denar je ali pa ga ni, proračun je kompleksna stvar. Že državna sekretarka ima pa težke probleme, ki morajo v javnost zagovarjati kakšne poteze. To pa, kot si videl, ne morejo dobiti direktorja Ukoma, direktor urada za statistiko, ker nišče očitno noče več izpostaviti. So pa številke, tam pa ne moreš. Pa zdaj, če te nekdo pritiska, da moraš frizirati, verjetno, če si normalen ekonomist. Do neke mere se vedno da frizirati. Ampak tukaj je že preko vsake ni do neke mere, Peter, več. Seveda, tukaj je krepko, se tu hoče več. Te pač ne moreš, kakorkoli obrneš, ne moreš prikazati, za kaj se ti želijo. Zdaj, če gremo na govor, mislim, mene je fasciniralo, recimo, tisti del, ki je rekel, da bodo oni, da bo Svoboda za svoje ljudi v javnem sektorju jih ustrezno motivirala in nagradila. Za svoje ljudi, ne. Tega še nisem videl, da bi kakšen predsednik stranke govoril o tem, da bo v javnem sektorju nagradil svoje ljudi, ne. Tukaj je direktno videti, da on računa... Zdaj pa ne vem, mu je to nekako preskočilo v misli, kako se je zmotil, je bil lapsus, ampak
Najverjetneje ne. On je ratu izjemno nastrojen do vseh, ki jih dojema kot sovražnike, in kar me zelo skrbi, podjetništvo je začel dojemati kot sovražnike. Zdaj, zasebni sektor, nisem mislil z tega konteksta. Nasplošno za predsednika vlade zelo skrbljujoče, če tisto, kar je motor neke družbe, finančni motor je vedno gospodarstvo. Od kje pa pride denar? Da reče nekdo, lejte, dragi podjetnik, če vi tega ne zmorete, država pa zmore. Ne? Tu zveni kot češ, da država ima neko svojo zakladnico, mi nismo neka azijska država, ki ima nafto. Ne? Mi nimamo tega, a veš, država zmore, ker mi te bomo prodali malo več nafte ali pa nekih naravnih bogastev, mi tega pač nimamo. Ne? In tukaj kaže, da je on čisto odcepljen od te realnosti in po mojem mnenju on je nekako izračunal, da mandata v tem kontekstu ne more več ponoviti s takim številom, lahko pa pridobi in na to računa 200,000 javnih službencev. In imam občutek, ko ga poslušam, da mu od zadju pere možgane, rečejo, lej, morate tu sprejeti bombončke, dejte javnim uslužbencem. Pričemer tudi javni službenci nismo neumni. Mi vemo dve stvari. Prva stvar, 600 evrov moraš ob božičnici. Moraš od nekje vzeti. To je relativno majhen znesek v tem kontekstu, da v bistvu kaj naredijo ljudje, ko dobijo nekih 100 evrov, grejo v trgovino in kupijo kruh in mleko. S tem povzročijo inflacijski pritisk, ki ta denar razvrednoti in dejansko niso dobili ničesar. Ne. Drugi kontekst je pa ta, dajmo se spomniti, pred leti je bil ZUJF, ne, ob milijardnem primanjkljaju, dodatne obremenitve za neko neproduktivnost, ki je ne spodbujaš, ne, ker tukaj ni meritorno spodbujanja, božičnica je bila tista, ker se jaz moram bolj potruditi, da dobim večjo nagrado in država jim pride nasproti tako, da mi jo manj obdavči. To ima dvojni pozitivni učinek. Nekdo, ki se trudi, ima več denarja in ker se trudi, ima skupnost več rezultatov. Tu pa nima nobenega učinka, razen tega, da poveča finančno luknjo in prej je neka vlada prišla, ker kaj se bo zgodilo, čeprav se Boštjančič hvali drugače, mednarodni trgi bodo videli, da imamo mi problem, dvigali nam bodo, spustili bonitetno oceno, šle bodo gor obresti na naš dolg, mi se združujemo. Vse to zaradi božičnice, kako? Mislim, ne samo zaradi božičnice, ampak načina, kako delajo. Mi imamo kapljico po kapljico, najprej so dvigali za milijardo evrov, so naredili so dvigali plače, potem pride božičnica, potem pride to, potem pride ono, veš, tu se na koncu se nabere, ne? In na koncu mi ne bomo imeli denarja za servisirati, financirati naš dolg in bo mogel biti ZUJF-2, ne? In bodo ti javni službenci, ki morda bi ploskali za 600 evrov, ne? Čez kakšno leto ugotovili za teh 600 evrov, so jim plače znizali za 30%, ker bodo tu morali narediti. Lej, tle se pravzaprav vidi, kako je to stranka in vlada enega človeka, ne? Ker on je šel sicer na eno tako logično, populistično zadevo, kjer je pričakoval recimo reakcijo finančnega ministra, opozicije, ekonomskih in pa socialnih partnerjev, pa tega ni. Ne? Vidimo Boštjančiča, recimo, če bi bila to katerakoli druga vlada, jaz sem prepričan, da karkoli si mislimo ali pa kako upisujemo Janeza Janše, da ima normalnega, pa jih je imel recimo finančne ministre, bi to odreagirali. V LDS-u so finančni ministri odreagirali. Tle se pa pravzaprav Golob se je zdaj znajdel v neki pasti, ki lahko da bo šla ta božičnica celo čez. In to je največja nevarnost zanj. Ne? Jaz sem itak že pred časom rekel, jaz sem pred časom rekel, da največja kazen zanj bi bila drugi mandat, res. Ne? Ker to, kar on zdaj dela, recimo, to bi človek pričakoval, da se že pri ministru ustavi, ne? In da reče, ne, stop, nimamo. Ne? In on je verjetno to pričakoval, da bo že minister odreagiral in bo potem preko svojih medijev Golob sporočil, lejte, jaz bi dal, pa me blokirajo. Ne? To je ta turbofolk politika. Ne? Ko razmišljaš, kaj moraš narediti, da boš zblokiran, ampak da se boš vendarle pokazal kot žrtev na koncu. Ne? Tako da, bolj, ko govorimo o tej božičnici, bolj verjetno je, ker vidimo, da nima praktično nobene v lastnih vrstah nobene zavore, ne? Bolj verjetno je, da bo ta božičnica na koncu rešila čez, ampak to Peter je lepo prej opisal, kaj to pomeni lahko vse skup, ne samo zaradi božičnic, ampak zaradi načina, kako vladajo. Ne? Tako da, jaz sem prepričan zdaj, da glede na, ne da je samo očistil policijo in pa medije, torej janšizma, ne očistuje tudi svoj kabinet normalnosti.
ne janšizma, ampak normalnosti. Ne. Zdaj, če pogledaš ta kabinet, kdo pa še tam sploh ustraja, tisti nesrečen Vojko Volk, ne, ki bi še nekako lahko kaj rekel, ne. Ostalo zdaj pa Tina Gaber, pa Pija, njena prijateljica. Dobenega refleksa nima, dobenega ogledala nima pa to. Ne kaže, da ima. Ne, poglej samo primer, ki si pisal o njem. Torej, Maja Božovič, ne, svetovalka za zunanje zadeve. A je ustavila norosti Tine Gaber? Ni, ne. Se pravi, to meni kaže neki, da te svetovalci ne naredijo nič, kar si Golob ne želi slišati. Če smem tukaj, mene ta božičnica spomnila na happy end pri sodnikih. Ja. Ker tudi reakcije... Pa na koncu potem dobili sodniki, ne? Ja, se tle verjetno bo tukaj rekel Miran, ker tudi recimo Boštjančič ni čist podprl, ampak ve, da mu ne sme iti direktno kontra, ampak on je poskušal meliti zadeve, ne, pri čemer jih je Golob včeraj na poslanskih vprašanjih zopet zaostril. In tukaj kaže dokaz, da nima on nobenega ogledala, del njegovega govora je bil, da oni so seveda delali napake, ne, ampak da pomembno je, ne da ne delaš napak, ampak da se na napakah učiš. In Golob se na napakah ne uči. Dokaz je božičnica, ker on je naredil napako s happy endom, ne, pri sodnikih in zdaj naredil identično napako, torej se ne učil ničemer. In kar je tukaj recimo druga stvar, kjer se zdaj pogosto poudarja neupravičenost pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo, ker servis ne deluje. In tale, ki je bilo zelo nerodno, so poslali gospod državno sekretarko, ker Boštjančič ni hotel v nekaj informativnih oddaj, mislim, da je bilo v Odmevih, ne? In je bilo zelo nerodno in je malce smokljala sicer, ne, državna sekretarka MF-ja, ampak je posredno priznala, da se razmišlja o tem, da bi se prispevek za dolgotrajno oskrbo vzel in ga dal za božičnico. Zdaj pa pazi, preprosti izračun. Povprečna plača v Sloveniji je 2500 bruto, okrog, plus minus. 2% se jemlje za dolgotrajno oskrbo, odstotek iz plače in odstotek na plačo, ne, to je 50 evrov na mesec. Ne. Krat 12 je 600 evrov, se pravi, Robert Golob vam je, drage državljanke in državljani, pobral 600 evrov in vam jih bo dal v zameno, da bo dobil vaš glas. Če to ni perverzna politika, ne, potem ne vem, kaj perverzna politika je. In tukaj sam, da zaključam, se mu je pritrditi, ser povedal v drugem kontekstu in svojem govoru, rekel, mi potrebujemo še 2 leti vladanja, samo še 2 leti vladanja, da pridemo do točke brez povratka. Ne. Ampak on je ser govoril o drugi točki brez povratka, jaz pa pravim, on je govoril o točki brez povratka za to državo, ker vsi sposobni se bodo iz te države izselili, ne, to bo pa tistim, ki pa si ne morejo sami zaslužiti pomagal, potem pa ne vem več. Ne. In ta ples se bo končal in glava po pijančevanju pač boli. Ne. Zelo. Ampak, ja, dobro, ampak jaz tole si se, javni sektor imam občutek, no vsem, da si bo na nek način kupil s tem, ne? Ja, pa ni završal. Jaz sem govoril z različnimi ljudmi, je pa res, da mogoče tu bolj zdravniški krogi. Ne. Zelo so zadržani. No? Jaz mislim, lej, ljudje, ena stvar je ta sumijo, da nekaj ni v redu. Nekaj ne štima, no? Lej, politiki, sploh tisti, ki odletijo tako višave, kot je odletel Robert Golob, ne, menijo, da so ljudje neumni, ne? Ampak ljudje nismo neumni. Ne? In še eno stvar bi rekel, tudi vlada Janeza Janša je potalala precej bombončkov, takrat je sicer bil tudi drugačen čas, bil je COVID, ampak vendarle, kot sem slišal iz okulisja, kakšna zadeva je bila narejena tudi zato, da bi sistem dobili volitve. Ni se mi šlo. Ni se prijel, ja. Ni se mi šlo. In Robertu Golobu se to enako ne bo išlo. Ljudje pač bodo to pobrali in to bodo pozabili in tisti okus se ne bo popravil. Ne. Skratka, na ta način Robert Golob ne more rešiti svojega mandata, lahko pa še dodatno potepta država, ampak to njega itak ne briga, ne, ker on bo naredil vse, kar je možno in ni možno samo, da bo stal na oblasti, ne, in da bo vladal še 4 leta. Pa Janši so pobrali tiste kupončke oziroma nekaj bone so pobrali, glasovali pa za Goloba. Mogoče najboljši primer te politike je ravno Urška Klakočar Zupančič in njen primer, kako je sprejela ali pa dala soglasje k kandidaturi, če se vrnem mal na kongres in potem s kakšnim izgovorom ga je pravzaprav tudi torej je preklicala svoje soglasje. Se pravi, ona je rekla, da je soglasje dala zato, ker se je želela zahvaliti ljudem, ne, ki so jo kandidirali. Mislim, jaz kaj bolj butast ga v politiki še nisem slišal, pa sem slišal za mnoge kandidature, pa mnoge soglasja, pa potem umike soglasja in podobno, ampak to je naravnost butasto, ker ona je zahvalila se
čez 2 dni, čez 3 dni, ali koliko je bilo vmes, je pa to soglasje umaknjeno. Isti dan mogoče. Se pravi, si pa umaknjena to soglasje, se pravi, si umaknjena tudi zahvalo do teh ljudi. Ne? To je ta politika, ne? Naredimo nekaj, nahajpimo, ne? Da bo zgledal turbo folk, da bojo vsi in potem bojo te mediji pisali in potem je čisto vse en, kako pol odreagiraš. In isto dela Golob. Ne? Mislim pa, da se res te božičnice zdaj, a veš, kaj človek zaprav to božičnico, več ne ve, kdo mu jo je dal, če mene vprašaš. Konec koncev, ve pa, da bo drug let prišel, ali pa bo pa dosti večje sranje, se opravičujem izrazu, ko pa, če pa res pride kakšen Zujf dvojka. Ne? Tis bo pa orank usekal ljudi. Ne tako, usekal bo bolj, kakor jim bo pomagali tistih 600 evrov. Ampak to še sam vprašal, to ustvarjanje teh sovražnikov, ne, pa ta sovražnost, ki se kaže Golob do zasebnega sektorja, iz česa pa zapravo to izvira? Ne, to je meni nerazložljivo. Veste, da je on skozi delo v javnem sektorju na nek način, ne? Ja, se državni podjetij. Državni kapitalist, ne? Ja, ampak ne. Z ekskluzivno pravico pogodbe do Jeka, ne, ker je dobil poceni elektriko in lahko poljubno prodajo. Ne? Skratka, on nikoli ni ustvaril v tem smislu, da se mogo boriti s trgom. On je imel ekskluzivo, on je imel monopol nad Jekom 2 in to je lahko s tem trgoval in potem delo še neke druge stvari. Ampak nekaj zdaj se mi zdi občutek, jaz mislim, da oni pač iščejo nekega sovražnika in našli so ga zdaj v zasebni pobudi. Ne? Ker tudi pa prej v doktorjih, pa prej. Ne, ker v tem govoru je imel točno 3 stvari poudaril. On je šel direktno na zasebno zdravstvo. Šel je direktno na zasebne domove za ostarele. Ko je naslavljal, to je resnično grozno. Ne? On je šel pač na zasebno, zato ker valjda, ker on se je postavil, jaz sem država, gledaj, jaz imam kolače, jaz jih lahko delim, ti zasebniki so pa grdi. Ne? Ampak to se nam bo tako vrnilo, ne? Ker v bistvu zasebna pobuda, ne, je tudi edini garant, da se zmanjša korupcija. Ne? A veš, neka javno-zasebna partnerstva, ker če si ti zasebnik, daš svoj zasebni denar. In potem, recimo, ker je bilo s temi helikopterji, ti zelo gledaš, a za ta zasebni denar bo nekdo dobil storitev, za katerega si ti namenil ta zasebni denar in tudi ga potem si ga s tem tudi vračal, ali ne boš dobil. Ne? Če pa je to vse neki javno, jaz poberem, ne, recimo, gledajte, pozabili smo, da zaradi poplav je ta država dvignila DDPO, davek od dohodka pravnih oseb za 3 odstotne točke. In ta denar veselo pobira, ne, namesto 19,22%, in fiskalni svet opozarja, da ta denar ni porabljen, ne, in če ni namensko. Mislim, da zaenkrat, kolikor sem se spomnil, je 3 mesece nazaj poročilo, da je še tam neporabljen. Ne. Ampak moraš vedeti, v proračunu ni prostega denarja, v proračunu samo je denar. Ker pol pride Boštjančič in reče, denar je, ali pa ga ni, se tlele pa je, ne. In namesto za poplavljence bo šel ta denar za neke predvolilne bombončke, skratka, gospodarstvo plača 3%, zato da bi pač mi obnovili neki po poplavah, ne, smo pa videli, da ko je on govoril, ne vem koliko hiš na mesec, pred pol leta so odprli prvo hišo, ker je on prišel samo odpret trak, v resnici pa nič ni imel s to hišo. Razen, da je prerezal trak. Prerezal je trak, nič pa ni imel. Plačali so pa zasebniki, ne? Plačali so pa zasebniki, ki jih on vsakodnevno se pravi napada, namesto da bi zasebno pobudo spodbujal, ne. In tudi pravi, da se zdravstvo ni sesulo. In to si je on nekako preračunal, oziroma samo preračunal, da mu to prinaša točka. To je tipični populizem, ne, ki ga poznamo na desni in zdaj tudi na levi. Kaj narediš? Ne? Vzameš neko idejo, ki misliš, da je blizu tvojemu volilnemu telesu, jo napihneš in na tej gradiš boj, ne rešitve. To je bistvena razlika. Ne? Sej lahko je ideja tudi, zdaj ne govorim, da je ta prava, ampak kakšna ideja na desni ali kjerkoli lahko je prava. Ne? Ampak lahko je poraba za to, da greš ti v konstruktiven dialog, jo diskutiraš in pojasnjuješ, kaj bi dobri učinki tega. Lahko povzameš to in rečeš, oni so sovražniki. Ne? In za to božičnico, tiskaj rekel Miran, jaz sumam še eno drugo zgodbo. Ne? Gospodarstvo je skočilo, seveda, ne? Ker zdaj pač gospodarstvo reče, da si razbremenil plače s tem, da jim 2 meseca pred koncem leta daš neko obveznost, ki niso načrtovali, to je smrt vsako gospodarstvo. Ne? In potem na koncu lahko to umaknejo, reče, gledajte, zaradi grdih podjetnikov smo to morali makniti, zaradi grdih desničarjev smo morali makniti in bo šlo, mogoče se to lahko zgodi, in bodo šli v volitve, češ volite nas, ker mi vam bomo dajali božičnico, dajali to in ono drugo tretje, ampak to je populizem. Ne? Populizem je to, da ti ustvarjaš sovražnike, namesto da bi iskal zaveznike, mi smo pa ena država, majhna država, moramo skupaj delati, da bomo prišli nekaj. Jaz sem v tej računici samo ni računal, da ima šibkega finančnega ministra, ne? Ker finančni ministri so ponavadi celo majčkeno močnejši od predsednikov vlad. Ne?
On pa ni računal, da da se mu ne bo, da se mu uprl, misliš? Ja, seveda, jaz mislim, da je to računal. No, najbolj navdušen ni bil nad Božičnico, ne? Ja, vem, sem Bojan. Ti pri taki zgodbi, ko gre za, prostite izrazu, tvoja jajca in tle gre za jajca finančnega ministra, ne? On bo pozdravil vprašan na konc mandata, ne? Se zoprstaviš tudi s predsedniku vlade. Če nisi uslišan, ponudiš odstop ali pa odstop. Zlasti, če se sam vidi. Ampak mi imamo tle Boštjančiča, ki je, bom rekel, popoldanski finančni minister, njegova, bom rekel, verjetno osnovna dejavnost je še vedno tam nekje na Kajmanskih otokih ali kje, ne? Ali kje ima že, ne? Bermuda. Ja, tako da, a veš, to je potem problem, ne? To je problem. Recimo LDS je imel resne finančne ministre včasih. Druga stvar je pa, Umar, mislim, da je v zadnjem poročilu, mislim, da sem tam prebral, lahko tudi druge, izpostavil, da eno izmed pač teh neprivlačnih dejavnikov našega slovenskega okolja je politična in davčna nepredvidljivost. Ne? In taki kompulzivni predlogi točno to večajo. Ne? Tudi to, kar se je zgodilo jaz podpiram vsako znižanje davkov, ne? Ampak kar se je zgodilo z samostojnimi podjetniki. Ne? Danes tako, jutri drugače, pojutrišnjem spet drugače, to ustvarja nepredvidljivost. Ne? Gospodarstvo ali pa tudi končno vsaka družina, vsak posameznik rabi neko predvidljivost, da zna dolgoročno načrtovati svoje življenje. Ne? Če ti pa vsak dan spreminjajo pravila igre, kamorkoli, ti nikoli ne veš, kaj lahko narediš, ne? Ker ne veš, če boš malo več zaslužil, boš potem mogoče zaradi tega kaznovan. Veš, to je nepredvidljivo davčno okolje in tega se ta politika ne zaveda. Oni pač, tako ko je rekla Tina Gaber, zdaj, ko je podaljšala svojo reklamo za poroko, rekla, glej, v enem mesecu smo vse zrihtali. Ja. In kaj bo v naslednjem mesecu, ne ve nihče. Ne? Tudi, in isto so Golob se eno jutro zbudil, se je pogledal zrcalce na steni, povej, kaj je rešitev danes, bo tista, da bom jaz lep, ne? In je prišel in je rekel, ajde, dajmo Božičnico. Ne? In vsi ostali so debelih ust gledali in se začeli spraševati, kako bodo to njegovo željo, te njegove sanje, kot je na koncu lepo rekel, ne? Vsi sem odpovedali svojim sanjem, da bomo tvoje sanje, predsednik vlade, lahko uresničili. Dobro, zdaj, okoli tega Gibanja Svobode se tudi zdaj pojavljajo neki taki, bom rekel, nakazujejo se neki možni pristopi. Ne? Prej naj bi se Urška Klakočar Zupančič ponujala Vladimirju Prebiliču, zdaj je prišla ven informacija, da naj bi se ponujala Janja Sluga, ne? Poslanska kolegica. Prebilič je to že demantiral, je rekel, da se on za Slugo ni pogovarjal, ampak nekaj se očitno dogaja. Ne? So neke ponudbe, hodijo zdaj, sem pa tja, oziroma letijo. Ne? Jaz sem to včeraj nekaj objavil, pa mi je pol gospod Prebilič torej je jasno napisal. Ne, da se že to, da reagira tako, ja. Ne, se vidi, ne, da je... Veš, kaj se dogaja pravzaprav? Ne? Dogaja se... to je spet ena od teh turbofolk variant, kako si podaljšati politično življenje in pa lagodno življenje. Jaz sem prepričan, da niti Logar, niti gospod Prebilič, niti gospod Logar, niti gospod Prebilič, da me nekako očitil, da Žeta ne imenujem z gospodom, ne lovita v osnovi ali pa nimata prioritetno v osnovi lovljenje aktualnih poslancev. Bila bi neumnost tudi, ne? Ker to je pa res tako katastrofalen sklic, ne? Ta parlamenta, da se je ljudem pravzaprav po moje večina teh imen zagnusla. Ne? In po moje, da zdaj predvsem v Gibanju Svoboda je dozorelo, čeprav upozarjajo me, da še vedno med poslanci, vsaj določenim deležem velja, ne, sej bo pa Robi se bo že nekaj znajdel, Robi nas bo že rešil, ja, Robi bo povlekel neko potezo na konc. Ne. Ampak dejstva govorijo drugače, ne. Oni bojo pravzaprav več kot prepolovili svoj rezultat in seveda tisti, ki znajo mečkan računati pa razmišljati, že počasi razmišljajo o politični prihodnosti. Ne. In to je Janja Sluga, lahko? Lahko da. Ja. Ampak razmišljajo na način, da poskušajo sebi ceno dvigovati na ta način, da se hvalijo, ne, ker medije pa, ponudbe, ja, vidiš, medije imajo zelo uslužne, ne, mediji praktično v njih napišejo, kar želijo, ne, da spustijo informacijo, da jih nekdo targetira, da si jih nekdo želi. Ne. In tudi v tem primeru Janje Sluge sem prepričan, da ni, torej verjamem in zaupam Prebiliču, da ni sam stopil v kontakt z njo, ali pa si jo zaželel, da rečem tako, ampak da je ona spustila, bom rekel, bombico, ta oprostite izrazu, drek v ventilator, ne, ker so to njeni mediji prijeli, ne, in sem na koncu lahko ljudje, kot je Prebilič, znajdejo v težavi. Ker mene bi Prebilič ali pa njegova opcija ali pa njegova stranka definitivno me bi odbil
tudi slišati ne bi želel, če bi recimo lovil v bazenu trenutnih poslancev Gibanja Svobode. Jaz mislim, da to je bil tako slab sklic, da pravzaprav čisto vsi, ki so sodelovali v tej prevari leta 2022, in to so poslanci, tudi poslanci Gibanja Svoboda, si ne zaslužijo nadaljne politične poti. Nekateri jo bojo ohranili, ampak upam, da čim več, torej da ne bojo našli teh rešiteljev v liku Logarja, Prebiliča, Nove Slovenije in podobno. Zdaj, ta Mojca Paše Šetinc, se pogovarja s Prebiličem, nista prišla skupaj. Ja, nista prišla skupaj. Sreča je tudi dobro poročena, naj mi ne zamerne teh besed. Tam naj bi Prebilič po pogovoru pač rekel, da ni zainteresiran za njene usluge, ampak zdaj pa vidim, to sem pa gledal včeraj, oziroma na pikniku je pa izjavila, zdaj v Mostecu, da se je vrnila domov. Ti si gledalci in gledalke to vejo, da si ti v privatnih pogovorih scenarij že napovedal. Da na koncu, verjetno ne Prebilič, ampak SD in Han ob nekem klicu, predvidevam, da gospoda Kučana, bo na koncu Mojca Pašek Šetinc končala pri SD-ju. Ampak zato je SD že leta in leta zgolj privesen. Z Paškovo nič ne pridobi, ne? Nič ne pridobi. Pa nič jih ni izučila zgodba s Švarc-Pipan, ne? Ja, to so bili vse priškeliki, ki niso zrasli stranko. Pa še prej, recimo Cvikal in podobno. SD je ena od 3 strank za zgodovino. In oni res ne rabijo imeti prišlekov, zato ker oni imajo dovolj kadra, ki so ga peljali čez cel svoj podmladek. Pazi, ti si nekoga, ki je imel 20 let oblikoval v nekem svojem strankarskem duhu. In to ti lahko da tisto žlahtno politično delovanje skladno z vrednotami stranke, ker v Gibanju Svoboda tam ni nobenih vrednot. To je bilo narejeno ad hoc, zato ker Robert Golob zgubil službo in je rabil novo službo. Pika. Konec debate. Tle nobene druge vrednote. Medtem, ker SD tukaj pač je taka stranka. In kar se tiče teh pribežnikov, obstajata samo 2 vrsti poslancev, neuporabni, tistih, če si pameten, ne jemneš razen pod enim pogojem, in pa oni, ki so lojalni, če ti pa te dajo, so ti pa podtaknili, zato te znotraj minirajo. In zdaj, recimo, Prebilič ne rabi poslancev, ker poslance bi rabil samo zato, da bi bil parlamentarna stranka za RTV, ampak on, ker je evropski poslanec, je sam že po naši zakonodaji nosilec parlamentarnega dostop. Ima parlamentarni status, ker je sam s sabo. Logar pa itak, Logar je mogel, pri Logar je bolj kompleksno, ker on mora imeti poslansko skupino in RTV lahko tukaj obrne pravila tako ali drugače, ker na koncu mora RTV izdati pravila, kdo je parlamentarna stranka. In tam je težko ga bojo zavrnili. Golobič je prišel takrat noter. Ampak tukaj je zadeva, bil sem na RTV-ju, približno poznam to zgodbo in tukaj te lahko malo izigrajo. In glede na to, da je pač RTV ugrabljen od Goloba, sej pač to je jasno vsem, ki to hišo gledajo, potem je jasno, da bo igral njegovo igro. In Logar more poskrbeti, da ima 3 poslance, sicer bi zagotovo imel težavo, ker moraš imeti poslansko skupino. A Prebilič pa ni v tej Ne, zato ker pravi, ali ima poslanca izvoljenega v parlament evropski. Se pravi, za evropski parlament šteje poslanec, za državni zbor... Ne glede to, da je bil izvoljen na listi Vesne. Po mojem, da ne. Ker če bo on naredil svojo stranko, bo on evropski poslanec te stranke. Ti, ko si enkrat izvoljen, si predstavnik ljudstva. In ti lahko je nekdo SDS izvoljen, pa prestopi v SD in bo tu evropski poslanec SD-ja. Pač tako žal Bog pomagi, tako to je. Medtem, ker pri tem pa rabiš imeti poslansko skupino, ki je bila izvoljena v parlament. In zdaj tukaj ima pač lahko Logar bi imel težave, čeprav jaz mislim, da druga zadeva je pa ta, da če imaš dobre rejtinge, potem tu malo drugače gledaj. Ampak glej, kakorkoli, če si ti na RTV-ju, potem tudi Pop TV teži odloči, da te bo črtal. Pop TV mislim, da dela to malo na podlagi razumem, ker mora imeti nek kriterij, ampak vse še kako je s temi anketami. Lahko je tudi malo drugače reprezentarčno vzorce. Ne bi samo še upozoril. Ampak tole recimo nekaj prav, da je prišla domov. Sej ona prej ni bila, to pomeni, da je bila kot novinarka pri socialnih demokratih. Ne vem, če se je utirala. Kako? Se je rekel Mira, dobro poročena. Ja, edin, če se je utirala, ali pa da po možu gleda, recimo, da je to nadaljevanje. Ampak sem tu bi dodal, je pa tu zelo slabo znamenje, ker njo so vabili že pred prejšnjimi volitvami
In ona se očitno ni odločila skladno s svojimi vrednotami, ker pridem domov pomeni, pridem v hišo svojih staršev, ki so me vzgojili in pridem tja, ker tja pripadam. Tako. Ampak ona se je oportuno odločila, da gre v Gibanje Svobodo, ker je videla maksimizacijo političnega dobička. In to je zelo slabo znamenje. Zdaj je hotela še najprej Preveliču priti, ker misli, da ima tam več možnosti za izvolitev. Ampak ob tem, recimo, ker že govorimo o teh prestopih morebitnih in podobno, je treba opozoriti, da to se ne dogaja samo na parlamentarnem nivoju. Zdaj slišati je recimo, da tudi določeni, jaz jih imenujem kruhoborci, ne, iz SLS-a, ki ni parlamentarna stranka, iščejo, torej, da bi se politično uživeli in pa nadaljevali neko, ali pa dvignili na parlamentarni nivo sami sebe preko Nove Slovenije. Ne. In tudi recimo Nova Slovenija v tem primeru, če že konkretno govorim, se bo mogla vprašati, kaj ona dobi z enim Balažicem, z enim Jelševarjem in z ostalimi kruhoborci, ki se zdaj nekako ponujajo, ker so zdaj ne vem koliko je zdaj teh mesecev že Tine Bregant so ugotovili, da pač rejtingi niso nikamor skočili, ne? Ne? In to bi bila recimo velika napaka novega vodstva oziroma Vrtovca in pa Ilca. Tina Bregant je verjetno prepričana, da bi v takšni skupni listi bila ona v Ljubljani izvoljena za poslanko. Saj mogoče ona niti ni tak problem, pa mogoče tudi Bogovič, ne, on bi bil, ne, ampak pride paketek tudi z Balažicem, z Jelševarjem, z vplivom bratov Podobnik in podobno. Ne. Kje pa je Balažič zdaj? Vidim, da se zdaj udeležuje nekih protestov, zadnjič je bil za zasebne vrtce, pa zdaj za tele bolne otroke. Zgleda, da je že predvolilnem boju. Se pravi, že sklepa, da se je njegova izobrazba pozabila, ne? In se je spet tu malo pokazati. Tako da, a veš, to ni zdaj samo problem novo nastalih strank, ampak tudi tradicionalne stranke, kot je Nova Slovenija, bojo imeli te probleme, ne? Da se jim bojo želeli torej zakrilo prijeti neki ljudje, ki pa ne nosijo dodane vrednosti, sploh pa ne ugleda, bom rekel. Če se ne bojo spolovila, ne, na pol. Kdo? SLS? SLS, ne, pol bo šlo. Ampak se jih je že toliko malo, da polovička je še manj. Tudi to ne je izključeno. Ne, ne samo razpolovila, na 3 dele razpadla, če mene vprašaš. Neki pa še klovajo, kako ne? Ja, to je pa že 4. polopcija. Veš kaj je, Fokus nič več se ne promovira, ne? A ste kaj zasledili? Jaz mislim, se pravi, Lotrič ne več toliko forsira, je samo še predsednik državnega sveta, saj tako mi deluje, mogoče. Ja, če pa na anketah ni čisto dnu, jaz tudi mislim, da išče neko krilo, ne. A je, da je zdaj malo videl, a je to Anže Logar, a je to tudi Nova Slovenija, a je to celo SDS, bomo videli. Dajmo, da še obdelamo tega Jankoviča, no. Zdaj taka, mislim, zgodila se je bila za šlamastika, blamaža, ne, s tem Dodikom, pa z prepovedjo vstopa Nataše Pirc Musar, pa Tanje Fajon, pa s to prepovedjo, ki je bila cela saga tem, ali bo Slovenija prepovedala Dodiku stop v Slovenijo in tako dalje. Zdaj, tukaj se mi zdi, da se je Jankovič pa zdaj popolnoma razkril pa blamiral. Razgalil se je. Vidim tudi pozivo nekih medijev, ne, in na nek način je v bistvu ta srbski svet ga je zdaj porinil v neko stanje, v katerem na nek način postaja politično podruplo. Ja. Izhoda več nima. Zakaj je ironija sicer? Ne, ja, se je pa pokazal kot, jaz bom kar direkten, kot zdaj govorim, kot velik butl, politični butl. Danes Prslako, jaz sem pozorno poslušal, kaj je govoril. Ne. On je govoril o Angeli Merkel, govoril je o Kristjanu Schmidtu. Jaz dvomim, da je on en mesec nazaj sploh vedel, kdo je Kristjan Schmidt, visoki predstavnik. Veliko govori o njemu zdaj. Ja, zato, ker je Dodik zdaj začel intenzivno govoriti o Kristjanu Schmidtu. Jaz o Kristjanu Schmidtu ne najdem lepe besede že 2 let pa pol ali pa 3, odkar je, bom rekel, zelo posegal v notranje politične boje v Bosni in Hercegovini, ampak Zoran Janković je pa Kristjana Schmidta zdaj vzgledal. Ampak kar je najbolj zanimivo, v isti sapi pove, da pravzaprav Evropa nima več normalne političarke od Angele Merkel naprej, ne? In potem v isti sapi plune proti Kristjanu Schmidtu, ki ga je ta ista Angela Merkel... Ja, se to Jankovič ne ve. Ki ga je ta ista Angela Merkel pravzaprav inštalirala v Bosno in Hercegovino. Mislim, ampak to je Zoran Janković, to je človek od Iga do Brezovce, pa tam še kje in to je to. Ko more pa govoriti za interese srbskega sveta? Ker mi ne smemo pozabiti, gledalci morajo vedeti. Zoran Janković je vstopil v ta srbski svet ne preko Vučića, kar se, bom rekel, zmotno misli. Ne, preko Dodika. Dodik je bil njegova vstopnica za ta svet.
In zdaj mora igrati po pravilih tega sveta. In razgalil se je do konca. In upam, da je zdaj konec, ko bo konec Dodika, ne, prej slej ga bo drugo leto, upam, da bo tudi začetek konca Zorana Jankovića, kar se tiče župana Ljubljane. Ampak tukaj, to zdaj pomeni, da je v bistvu on pod taktirko Dodika je mogel iti tako daleč, kot je šel za Zoran Janković. Ni se mogel, bom rekel, sam izvleči, umakniti iz tega. Absolutno. On je pač začutil, da ima popolno kontrolo nad slovensko vlado, nad Golobom, to se je pokazalo v primeru sankcij zoper Dodika se je jasno pokazalo, da politiko Tanje Fajon, Goloba, Levice, torej Aste Vrečko, Hana in podobno diktira Zoran Janković. Ne? Zakaj? Zakaj so te sankcije kamilica? Ne? Zdaj so, seveda, njihovi mediji so to napihnili, kaj je to velika poteza. Ni res. Sankcije so uvedene zoper Milorada Dodika, ki ga bo sicer prizadelo to, da ne more gledati Piranskega zaliva ali pa ne vem kaj. Na nogometno tekmo Olimpije. Ja. Ampak ključni igralec te družine je Igor Dodik, sin. Tukaj v Sloveniji. Seveda, ki ga tudi želijo zdaj, bom rekel, inštalirati, ne, za novega predsednika stranke SNSD, ne, to je stranka Milorada Dodika, ne, ker iz pozicije te moči predsednika stranke ti pravzaprav v Republiki Srpski vse vodiš. In še en paradoks Zorana Jankovića. Ne? In Dodik pa lahko, mislim, da malo Dodik, ne, Igor Dodik pa lahko tukaj operira. Ja. In še en paradoks Zorana Jankovića, ne, ko govori o Kristjanu Schmidtu. Ravno ta Kristjan Schmidt je dal promil ali 2 ali pa % možnosti političnega preživetja Dodiku, ne, kjer se zdaj sklicujejo v Republiki Srpski, ne, da SNSD, predsednik stranke, ni politična funkcija. Ne. To zato, ker je on, torej Kristjan Schmidt, zablokiral financiranje te stranke. Ne. Se pravi, Zoran Janković ne ve, o čem govori. Govori o tistem, kar mu njegov pajdaš Mile Dodik da, Miletu Dodiku pride pa on prav, ker je pa to vendarle župan Evropske prestolnice. Štekaš, ja? Tako da tle je pač ta navezava in ki jaz upam, da bo malo prekinjena. Imel sem občutek, da je vsa ta zgodba s temi sankcijami, ne, pa s tem nastopom Zorana Jankovića, pa s temi članki, ki je Cirman pišel in tako dalje, da je bilo to vse skupaj na nek način dogovorjeno. Dej pogled, kaj so oni vse poskusili, zavlačevali sankcijami. Cirman je objavil bedastoče, da bolj bedastoče ni mogel objavljati. Han ovira sankcije Američani. Tako, zato da bi lahko zaščitil svoje gospodarje, v tem primeru Goloba in pa Jankovića. Te sankcije, ki so bile na koncu vendarle sprejete, so plod pritiska varnostnih služb. Da smo si zelo na jasnem, to so ne samo naši, naše so pritisne, naši pa vlado. Ja. In to so pravzaprav varnostne sankcije, ne politične sankcije. Če ne bi bilo tega varnostnega pritiska, mi ne bi imeli teh sankcij zoper Dodika, da smo si zelo na jasnem, ker bi to Zoran Janković blokiral. Tako da govorimo o varnostnih sankcijah. Če pa enkrat se sprejmejo varnostne sankcije, kar so v tem primeru je mogel počepati tudi Golob, pomeni pa, da je naša služba, v tem primeru Sova, dobila zelo natančne podatke o kapitalu neznanega, torej verjetno kriminalnem kapitalu družine Dodik v Sloveniji. Tako da tam pa ni, a veš, da samo 5 stavkov napišejo, pa da se ne ve. Ne. To so bile pa zelo jasno navedene točke, zakaj je treba familijo... Pa del tega kapitala ne bi bil sicer ruski, ne? Pa samo prihaja pod krinko srpske kapitala sem. Ne? Ja, tako je. Zato so verjetno tudi te varnostne službe. In mislim, da so tudi zahodne varnostne službe zaradi tega odreagirali. A ti poslušaš tega Jankovića, ko pride, recimo, ne vem, k Slaku, kaj govori on? Vsega je daj težko razumeti, ampak jaz sem tu videl takole oddaleč, dve misli. Prvič, on se je hotel pokazati veliki šerif, kako bo on to zadevo uredil. Ne? In drugič, s tem je pa oddelil to, kar je Miran govoril svoje, ker je dal Dodiku veljavo, ki on več ni imel. Ker s tem, če ti rečeš, jaz bom nekdo, jaz prepovem nekomu vstop v Slovenijo, kdo sem jaz, da to lahko naredim. Ker Dodik je bil razrešen. In zdaj, če nekdo reče, jaz se bom z njim pomenil, mu dam težo, skratka, češ, njegova beseda v Republiki Srpski šteje. Skratka, oddeluje dvoje, hotel je tle pokazati, ko je veliki gazda, in pa dal je pač težo Dodiku. Zdaj pa... Sam s tem se je blamiral tukaj, ne?
Ja, Peter, ne? blamiral se je med poznavalci kot je Miran, ne? Zdaj mogoče med vsakdanjim prebivalstvom vprašanje, ne? Ali pa med, pustimo opredeljene volivce, ne? Med tistimi ostalimi ne nujno. Ne? Zdaj pa druga stvar, ne, se mi zdi, kako je bilo to inteligentno izpeljano. Ne? Najprej tako dalečen pogled, kot sem videl, očitno je bilo, kako se Golob upira temu, da bi vlada odločala o sankcijah. Ne? Bilo je kar neki sej vlade, ki je zelo se je upiral. Dal na mizo, ni dal na mizo. To ni bilo na mizo in jaz mislim to, kar govori Miran, jaz bi šel še korak več, ne da so oni dobili podatke tujih obveščevalnih služb, ker ti tipi, bodimo si na jasnem, so sposobni to tudi zignorirati. Ne? Jaz mislim, tukaj ni bilo samo to, da je to varnostno vprašanje Slovenije, ker vse smo prej ugotovili, Goloba in te vlade varnostno vprašanje Slovenije preprosto ne zanimajo. Jaz mislim, da je šel korak dlje. Da je Sova prišla na vlado, špekuliram, in je rekla, poslušajte, če ne bo sankcij, bo Sova izključena iz sodelovanja s tujimi obveščevalnimi službami, mi ne bomo dobili več tujih obveščevalnih podatkov, kar pomeni, tudi Golob se ne bo mogel z njimi informirati, kot predsednik vlade dobi to vsak dan na mizo. Ne? In potem so nekako, po mojem, staknili glave in naredili ta veliki šov, ne? Kjer so izrekli sankcije in nekako so dogovorili, ker kdo je dobil kontraukrep, ne? Ni dobil Golob kontraukrepa. Kontraukrep so dobili Golobovi politični nasprotniki. Skratka, odigrali so to igro v resnici, ne, na svoj mlin. Ne? Aha, zdaj pa imaš, ne, Nataša Pirc-Musar, ki nočeš predlagati naše kandidatke za guvernerja, ti ne boš smela v Boston. In potem ne, so še naredili to, ne, da pomagajo Jankoviću, ki je pa v tem omrežju ključen dostane župan Ljubljane, ne, da iz tega pobere kakšno politično točko med volivci, ne, in sicer, da pride kot veliki gazda, jaz bom pa zdaj Dodika pregovoril, glejte, če bom jaz župan Ljubljane, vi se ne rabite nič bata, ne, ker karkoli se bo v Ljubljani slabega zgodilo, jaz bom dvignil telefon, ne, in bom zadevo rešil. In ravno v tem trenutku ne veljajo več zakoni, nič ne velja. Mi to rešimo kot na Divjem zahodu. Tako kot tudi pri Golobu, če se vrnem prej na kongresa, ne, ko je rekel, revoz dela električne avtomobile v Sloveniji zaradi tega, ker imajo mojo telefonsko številko. Se pravi, mene vi pokličite, jaz bom to zadevo zrihtal. Mi ne rabimo ne ustavnega sodišča, ne računskega sodišča, ne KPK-ja, inštitucije pravne države. Kaj je to? To je Robert Golob in Zoran Janković, ko govorimo o srpskem svetu. Se pravi, srpski svet, kar je problemov z Balkanom, Zoran Janković dvigne telefon, vse ostale probleme rešuje veliki heroj in superman Robert Golob. In tukaj se je naša država. Poglej ta paradoks, ne, Peter mi je dal dobro idejo, ki je povedal ta primer. Ne. Zoran Janković pri Slaku v istem stavku pove, da on pa je eden od tistih najbolj gorečih pristašov pravne države, hkrati, ne, pa pove, da bo poklical svojega prijatelja Dodika, katerega je sodišče pravno močno odstavilo z funkcije. Ne? In Slak ga ne vpraša. Ne spomnim se, da ga je nekaj vprašal okoli tega. Ja, mislim, da ni to malo neka kolizija. Potem pa Zoran Janković, bom jaz tako vprašal. Ne? Pa on prevzel dajo. Tako da, a veš, tle Peter je fantastično to razložil. Tle ne veljajo zakoni in to je recimo Golob kot dober učenec, ne, Zorana Jankovića jasno kaže, bolj ko se bližamo k volitvam, bolj se to kaže. Ne. Imaš moj telefon, vse težave rešimo. Spomnite se tist, ne, če boste se znajdli v krizi, pocukite me za rokav, ne, gospodarstvenikom, dokler je vsaj približno. Ne, takrat je celo rekel, da če boste služba, boste doprven, da bi služba. Zdaj pa pozabo, še tu bi mogel dodati, zdaj pa božičnici, ne. Če gospodarstvo ne zmore priti v državo, bomo še vam dali. Zdaj pa pozivamo gospodarstvenike, naj grejo ga pocukati za rokav. Tam jih je celo malo poniževal, ne, cinično. Vse jih stalno ponižuje, mi imamo ta moment pravzaprav na vseh nivojih oblasti, ne, imamo res zoprno zadevo. Ne. Res zoprno zadevo. Ne, mislim, to poniževanje je tako, malo se stane del te oblasti, ne, obnašanja. Aroganca. Veš, ta stil, ta srpski stil, niko nam ništa ne može, mi smo najjači in mi bomo tle odigrali tako, kot mi hočemo. Ne. Ampak, lej, en prepih bo dovolj. Ampak potem pa bereš poročilo Evropske komisije o stanju pravne države in v naši državi cveti demokracija, inštitucije prosperirajo zato, ker na oblasti ni Janez Janša. Ne? Skratka, tukaj se kaže tudi to, da inštitucije Evropske komisije
delujejo politično, aktivistično, namesto da bi zagovarjali in branili tiste vrednote, ki jih mora Evropska unija, na katerih temelji. Ja. Lej, mogoče samo še ta stav, kar se tiče, kje preti največja nevarnost Zoranu Jankoviću. Definitivno kralj srpskega sveta, vse ostalo so pa izvajalci od Dodika, Jankovića, kralj srpskega sveta v regiji je Vučić. Vučić ima ta moment še vedno zelo, zelo močno mednarodno podporo. Zahoda, Amerike, skratka Evropske unije in podobno. In Vučić ni nekdo, ki bi Zorana Jankovića ali pa Milorada Dodika ščitil za vsako ceno. On bo ščitil najprej sebe. Ne? In je samo vprašanje časa. Jaz mislim, da prvi bo odplavil Dodik, ne? Potem pa bo, kar se Vučića tiče, odplavil tudi Zoran Janković. Zdaj vprašanje pri Zoranu Jankoviću je le to, ne? Koliko ga bo njegov stari boter sprejel nazaj, torej Milan Kučan, ne? In ga reševal politično. Ne? To je zdaj vprašanje. To se pa hočeš reči po padcu Dodika? Jaz napovedujem zelo hitro tudi kakšne težave za Zorana Jankovića. Dobro, prišli smo do konca, zdaj malo po spominu, ti si enkrat omenil Urško Klakočar Zupančič, a spodan skaj takega rekel, da bi lahko poslala od nas policijo, tako kot nesrečnega Romana Vodeba, ali kako? Jaz upam, da... Glej, tisti policist, ki je spisal to obvestilo se pravi Vodebu, bral sem na tvojem portalu, ne? Je bodi si, se pravi, njegova logika je ta... Svetnik je podpisan. Njegova logika je ta, če se Urška Klakočar Zupančič čuti užaljeno, prizadeto, potem je to dovolj za prekršek. Ne? In to pomeni, lahko mi sam, ker smo rekli, da Gibanje Svoboda ni dobra stranka, ali pa mogoče pa, ker smo preveč hvalili par Goloba in Tine, ona lahko se čuti užaljenega. Jaz se čutim lahko užaljenega ali pa prizadetega za marsikaj. Ne? Lahko se čutim užaljenega zato, ker je, ne vem, Robert Golob bil spet izvoljen za predsednika stranke, a bo zaradi tega to kršitev javnega reda miru. Mislim, to so totalne bedarije in tega ne razumem. Vprašanje ni tako čist, bom rekel, nedolžno. Ne? Jaz imam en primer zdaj, kjer zato sem malo pomislil. Zelo jasno ugotovljeno, pa verjetno bomo to še kdaj dali v javnost. Posamezne policijske strukture ščitijo člane ali pa simpatizerje Gibanja Svoboda. Jaz bom to prejslej dal ven. Tako da tudi v tem primeru ščitijo na način, da jim grejo blazno na roko. Da jim grejo blazno na roko. Jaz imam ta primer, ki bo verjetno zelo zanimiv in ne izključujem možnosti, da bi tudi Urška Klakočar Zupančič, ne izključujem, nimam dokaza, ampak ne izključujem, imela lahko na policijski postaji svojega človeka, kakor se temu reče. Ki sproži potem postopek, po njenem navodilu ukazal. Ja, ki gre na roko, s tem on eklatantno zlorablja svoje policijske pooblastila, ampak on je bil to prijavo vzame, spiše, potem začne prekrškovni postopek, potem se pa tisti bogi posameznik na drugi strani mora s tem ubadati, mora plačevati odvetnike iti in zdaj, če tega naredi prav, mogoče bo celo zgubo. Jaz mislim, da v tem primeru ključna zadeva pri Romanu Vodebu je, da utemeljeno, pravno, ne za nekim floskami odgovori, on ima zdaj 5 dni časa, ne vem, da je imel to ročeno, da poda svoje videnje in tam mora on podati pravno utemeljeno videnje in potem iti obvezno, jaz bi šel zahtevo za sodno varstvo. Ne? In tukaj ne more pasti. Ampak gledajte, če se to, kar ti namiguješ, res dogaja, jaz ne vem, če se to dogaja, ne? Da ona ima nekega svojega policista, ki gre na roko, to je še ena v vrsti številnih zlorab pravne države. In taka oblast spodjeda našo demokratično ureditev, mi gremo v nek totalitarizem, kjer nima več policije, to je potem milica. Ne? Milica je tista, ki ščiti totalitarca. Ne, mislim, če naredijo primerjavo, še Robert Golob, zdaj, kaj je napovedal tožbe zoper Mahniča, Černača pa Štranca, toži on, ne? Klakočajo po pošlji policije. Tle je treba Golobu reči, da pa vendarle se je pokazal. Zdaj ne vem, bo to tožilstvo prevzelo ali ne, ampak v večini primerov, ki jih jaz... Zato to ni, zasebna tožba. Ki jih jaz poznam, so predstavniki Gibanja Svoboda želeli, da država prevzame pregone proti posameznikom, ki so do njih kritični. In zato pravim, velika večina stvari se pa začne na policiji, telefon, veš, in podobno. Lej, stvari bojo prej slej začele ven hoditi. Dobro, Peter pa Mira, najlepša hvala dan za vajne komentarje. Zdaj,
Milan je napovedal zelo nekaj težkih tem, sem videl. Upam, da bo začel, teme. Upam, da bo začel razkrivati. Lej, bomo pa tudi take teme odpirali. Tako. Skratka, mi pa se znova vidimo v petek v Novi uri resnice, ko bo se z vami Aljuš Petinač pa Boštjan in Turtu, takrat pa seveda, veste, ne pozabite, kje je bojanje tudi požar.